Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili o bitki v Ardenih. Bitka v Ardenih je potekala od 16. decembra 1944 do 25. januarja 1945. Po uspešnem izkrcanju v Normandiji junija 1944 in po različnih izkrcanjih na jugu Francije so zavezniške sile hitro napredovale skozi Francijo. Hitreje, kot sta pričakovali tako zavezniško kot nemško vojaško poveljstvo. Zaradi tega so zavezniške enote trpele zaradi utrujenosti po tednih bojevanja. Zaloge pa so bile izjemno nizke, oskrbovalne poti pa zelo tanke. Hitler se je odločil, da če bi nemška vojska lahko hitro napadla skozi belgijski Arden, miren del zavezniške črte, ki so ga zasedale izčrpane enote in zavzela zavezniško pristanišče Antwerpen, bi lahko razdelili zavezniško fronto na dva dela. Zaradi tega bi Hitler lahko sklenil ločen mir za Britanijo in ZDA, namesto da bi se jima brezpogojno predal, ter se osredotočil na Sovjetsko Rusijo. Vse to pa so bile fantazije. Poveljniki pa niso bili optimistični. Ofenziva se je začela po 2 urah topniškega obstreljevanja zavezniških linij. Napad, v katerem je sodelovalo 200 000 nemških vojakov in skoraj 1000 tankov 5., 6. in 7. armade, se je začel nad ameriškimi enotami 16. decembra 1944. Nemške sile so dosegle popolno presenečenje nad številno slabšimi ameriškimi vojaki. Posebne enote so povzročale zmedo. Posebne nemške enote so povzročale zmedo med ameriškimi vojaki, saj so Nemci pošiljali vojake, ki so govorili angleško in bili oblečeni v ameriške uniforme, ter spreminjali cestne oznake in prekinjali telefonske linije. Zaradi slabega vremena, ki je bilo preveč oblačno in megleno, zavezniško letalstvo ni moglo biti uporabljeno. Številne ameriške enote so bile premagane ali pa so se morale predati. Tisti, ki se niso, pa so vzpostavili obrambo okoli cestnih križišč v Sandvilu in Bastognu. Zahtevno ardensko terensko območje je otežilo obsežno ofenzivo, zato je zavezniškemu vrhovnemu poveljstvu vzelo nekaj časa, da je sprejelo dejstvo, da gre za velik napad. Čeprav so Nemci dosegli nekaj uspeha, v središču je napredovanje severne 6. tankovske armade zastalo v nekaj dneh. 18. decembra so Nemci obkolili 101. zračno desantno divizijo v Bastognu. Premraženi, izstradani in številčno premagani in brez streliva so se vojaki 101. divizije upirali 7 dni proti nemškemu napadu. Na božični večer so nekateri nemški vojaki skoraj dosegli reko Meuse, a zaradi pomanjkanja goriva je nemška ofenziva dosegla vrhunec 26. decembra, ko je Pattonova 3. armada, ki je popolnoma obrnila smer svojega napredovanja, rešila 101. divizijo v Bastognu. Nemške težave za oskrbo so se povečale, nebo pa se je zjasnilo, kar je omogočilo zavezniškemu letalstvu, da je ciljalo na nemške sile. Nemške taktike bliskovite vojne niso mogle delovati v gosto zaraščenih, zasneženih gozdovih, globokih dolinah in ozkih cestah Ardenov. Celo težki nemški tanki Tiger II niso mogli spremeniti poteka ofenzive, saj je porabljal ogromne količine goriva. Ameriške sile so 3. januarja začele protiofenzivo. Do takrat pa so bile nemške tankovske divizije tako nizko z gorivom, da so morale zapustiti številne svoje tanke. Ameriška protiofenziva je do konca januarja ponovno zavzela vsa ozemlja, izgubljena med nemško ofenzivo. Bitka v Ardenih je bila največja bitka, v katero so se zapletli Američani v 2. svetovni vojni. Zaradi globokega snega, nizkih temperatur, slabega vremena in vse manjših zalog goriva, nemška vojska in letalstvo nista mogla zadati uničujočega udarca zaveznikom, kot si je Hitler želel. Čeprav je bil napad znan kot ofenziva v Ardenih, je začetni nemški napad ustvaril trikotno izboklino, ki se je raztezala več kilometrov v zavezniško frontno črto, kar je ustvarilo splošno znano ime Bitka v Ardenih. Američani so imeli okoli 80 000 žrtev, medtem ko so imeli Nemci 100 000 žrtev. Večino tankov, ki pa so bili uporabljeni v ofenzivi, pa jih niso mogli več nadomestiti.
Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.